Tole je bil videospot Remains Confessions to the Ghosts, ki ga je posnel oziroma montiral naš današnji gost Matevž Jerman. Matevž, nisi zares posnel tega videospota, ne? Povej, odkot izhajajo ti posnetki? Tako, malo okvirja. Z Nikotom Novakom sva že pred časom posnela dva kratka eksperimentalna filma in potem sva razmišljala, kako dalje, katerega projekta se naprej lotiti, in on imel že dolgo časa to željo, da bi nekaj probal narediti iz ostankov filma Mama Vlada Škafarja, na katerem je deloval kot scenograf. In on je bil vse skozi prisoten na setu, en mesec ali več so preživeli v zamejo v Italiji, kjer so snemali, in je vedel, da je tukaj pač tako ogromne količine enega zelo lepega materiala, ki ni prišel v samo verzijo, končno verzijo filma, in se je potem dogovoril z Vladotom in s producentko, da lahko dobimo ta material in iz njega nekaj zmontiramo. In midva smo potem začela pregledovati te neskončne ure materiala in ob pregledovanju šele razglabljala o tem, na kakšen način bi si tega lotili oziroma kaj bi iz tega naredili. In je to sovpadlo s časom, ko je Niko je lik dobil iz Londona, iz studia, kjer je snemal nov album, se pravi masterje komadov. In jaz sem takrat začel podlagati z njegovo glasbo ene momente in si videl, da to noro lepo deluje, in so se potem odločili, da bo v bistvu za vsak komad sestavlja en tak majhen planet, recimo, če se lahko tako izrazim, iz tega materiala, in potem to probali zapakirati v neko širšo zgodbo. Tako da nakratko je to tako. Ko ste naredila ta koncept, ste razmišljala v smeri, da gre za videoalbum, ali si bolj razmišljal, si bolj to pojmoval kot srednjemetražni, recimo narativni, eksperimentalni film? Vse skozi smo imeli v mislih recimo take primere, kot je Let England Shake, kot PJ Harvey, ki ga je posnel Seamus Murphy. Tako da, ja, takoj ko sva se pač odločila, da bova uporabljala njegovo glasbo, in cel album je bilo jasno, da tukaj delamo, da gre za videoalbum na nek način, obenem pa sva vse skozi stremela k temu, da bi to bil nek celovit, homogen izdelek, v smislu, da se ga res gleda kot film. Se pravi, tudi razmišljali smo tudi o neki strukturi, o nekih poglavjih znotraj tega. Tako da je seveda videoalbum, ampak je mišljen, da se ga gleda v celoti, ne, se pravi, ne kot recimo Let England Shake, ko imamo vseeno po spotih razdeljeno, ki so releasani vsak zase, je to mišljeno pač tako neko celovito delo, ki se ga po možnosti gleda v kinu, no. To je zanimivo, ne? Ker videoalbum je danes precej prisotna forma tudi na komercialni sceni, ne vem, kot PJ Harvey, ne vem, mi smo že prej Daft Punk, potem zdaj v zadnjem času Beyoncé celo, recimo, ne. Ampak vendarle gre za skupek, kot si rekel, glasbenih videov, a ne. Še vedno gre za način promocije glasbe, na nek način bolj odmevnejšega, bombastičnega zbujanja pozornosti na glasbeni album. V tvojem primeru bi rekel, da gre še vedno za promocijo glasbe ali gre že za nek drug namen? Drugače vprašano, je to bolj izdelek, ki je namenjen spletni distribuciji in promociji, ali vendarle bolj računaš na to plat, ki si jo tudi že omenil, da gre za festivalski film, recimo za kino predvajanje? Ja, mislim, midva gledala na to kot na film, ki si zasluži, oziroma ki bi ga bilo, se pravi, najboljša izkušnja gledanja tega se mi zdaj res v kinodvorani, v pravem ozvočenju, z nekim fokusom. Tako da sva tudi, kar se tiče distribucije, štartala, tako da se pač film predvaja na različnih festivalih ali pa na platnih, recimo, in vsaj do zdaj ni bil še, se pravi, uploadan za to neko spletno distribucijo, kot so ponavadi videospoti. Je pa mislim, eden od razlogov tudi ta, da je od svojega releasa, zdaj minevata 2 leti, 2 leti pa sta ravno za to festivalsko distribucijo nekako še aktualni.
Tako da pol na neki točki bi ga tudi pač oddali na internet, pa da pustili, da tam zaživi svoje življenje. Kakšen je bil odziv Vladeta Škafarja na ta video oziroma film? Ja, in sem Vladu ful hvaležen, da nam je sploh dovolj zaupal, da nam je ta material prepustil v obdelavo. Seveda sva pol v samem procesu so se večkrat obrnili na njega oziroma mu tudi pokazala neke umestne verzije. Dal nam je par komentarjev, ampak se je zelo distanciral od končnega izdelka, pustil nam je popolnoma vso svobodo. Tako da mislim, da gleda na to kot nekaj pač čisto ločenega. Tako da jaz sploh ful vesel, da smo lahko na tak način ta njegov material v bistvu uporabili. In gre za nek način za found footage izdelek, v bistvu, če ga tako, ja. Na slovenski sceni gre tole za precej drzen izdelek, ne? Pri nas ne poznamo takega recimo formalnega eksperimentiranja v polju glasbenega videa. A pogrešaš več tovrstnih bolj drznih poskusov, da bi se prebilo tudi pri nas malo te razne klišeje glasbenega videa? Ja, definitivno, ker se mi zdi, da pri nas malo kdo v bistvu videospot ustvarja zaradi zaslužka, ki ga pač vsaj v tej bolj zanimivi glasbeni sferi ga ni. Se pravi, če ne delaš recimo za narodno zabavno ali pa za neke velike izvajalce, pač tukaj pač ne obstajajo nekih režijskih honorarij zares. Tako da v bistvu to, kar ti ostane, je ravno to neko eksperimentiranje. Pač jaz vedno pravim doterati recimo nek koncept do nekih pač zmožnosti ali pa do neke meje, tako da bi to definitivno pogrešam, no, da se v bistvu ful bolj igramo sploh v tej formi videospota in da bi se tukaj neke meje raziskovalo oziroma bolj provociralo. Se mi zdi pa, da je generalno, da smo zelo safe, da se igra. Tako da, ja. Kako bi na kratko ocenil stanje slovenske glasbeno video scene? Ja, to sem že tudi prej, ko so se pogovarjali, se mi zdi, da lahko beležimo neko tako mini renesanso od leta 2014, odkar je nastal spot Meduze od benda Meter, in se mi zdi, da od takrat dalje je dobil slovenski spot nek tak nov zagon in je scena danes precej živa, sploh na področju te mogoče malo manj komercialne glasbe, in obstaja par režiserjev in režiserk, ki ustvarjajo tako zelo recimo na visokem nivoju glede na naše produkcijske pogoje in na katere pač mislim, da velja računati. Tukaj Kukla, Miha Likar, Bonino Englaro, recimo Ester Ivakič, pa drugi mladi režiserji in režiserke, ki so po mojem zelo tako perspektivni, pa tako vedno z veseljem pričakujem njihov nov izdelek. No. Ali pa recimo bendi kot so Meter, ki izdajo spote praktično vsak mesec, ali pa tako praktično serijsko in tudi držijo nek nivo, recimo. No. Tako da scena se mi zdi kar živahna glede na razmere in upam, da bo tako ostalo oziroma se razvijalo tudi naprej. Čestitke še enkrat za to nagrado. Samo upava lahko, da si bo čim več gledalcev ta video ogledalo ne samo na spletu, ampak seveda tudi v kinodvorani, kjer je seveda njegov dom, kot si sam rekel, ne? Tudi sam si tega obetam. Mi pa gremo naprej, pogledali si bomo torej 7. videospot v naši selekciji. Selimo se na Švedsko, tole je videospot Salvatoreja Ganačija za komad Horse.